In prihajamo do čudne anomalije, ne, da kršimo, dejansko kršimo, so temeljno ustavno načelo, ki je, da hočemo razvijati pravno in socialno družbo in demokratično družbo. S tem, kar se dogaja pri nas v gospodarstvu, negiramo pravzaprav te temeljne, osnovne ustavne postulate. In zato se nobena vlada, jaz ne govorim o tej, pa katerikoli, nobena vlada se ne more distancirati od tega, da pristane na to, da se krši temeljno ustavno načelo socialne, pravične, pravne države. In do tega dejansko prihajamo. Zato se nobena vlada ne more zdaj sklicovati na to, češ, ali tega nismo vedeli, ali tu so neki tajkuni izkoristili priliko in se začeli obnašati protisocialno in tako naprej. Kaj ti, čim vlada ugotovi tako stanje, mislim, mora biti, vsi alarmni zvonci morajo začeti zvoniti. Ker če enkrat pridemo do stanja, ki je v nasprotju s temelji ustavne ureditve, potem je treba nekaj takoj narediti, zato se država ali pa vlada ali pa kogarkoli ne bo res sklicovati na to, češ, nismo, šele zdaj smo stvari opazili, nismo te stvari znali urediti in tako naprej. Država je ravno zato, da skrbi za temeljno linijo, ki je bila določena za ustavo. Zato jaz tisto reklo, ki jo pravimo, bo jaz sem prav razumel, kot pravijo vse teh razpade, ni vse, kar je zakoni prepovedano, ali pa dovolj, tudi že slinarje neki razlog, da bi to jaz obrnil, ne. Ni vse, kar je zakonom dovoljeno, tudi etično sprejemljivo. Zato tega stanja, do katerega smo prišli v gospodarstvu, enostavno ne moremo naprej tolerirati, če nočemo narediti križ čez našo ustavo in temeljna načela, za katere smo sploh našo državo ustanavljali. Našo državo nismo ustanavljali zato, da bomo dobili novo kapitalistično družbo, ne, s popolnimi socialnimi nerso razmerji, ampak državo smo ustvarjali zato, da ustvarjamo, kot je rečeno v ustavi, da bomo socialno, tržno, res, in pravno državo. In zato je to eden glavnih naših problemov, ki jih je treba reševati, se ne more nobena vlada, ne ena, ne druga izgovarjati.